S Koroškega se selimo k zadnjim dnevom vojne in začetkom svobode v Prekmurju. O tem bo v svojem predavanju govorila spoštovana Metka Fujs, profesorica zgodovine in sociologije, muzejska svetnica, kustosinja za zgodovino v Pomurskem muzeju Murska Sobota ter 20 let tudi direktorica imenovanega muzeja. Bila je članica oziroma je članica organov številnih mednarodnih in nacionalnih združenj, organizacij na področju delovanja muzejev, muzeologije in pa tudi vodja ter izvajalka raziskovalnih projektov na področju zgodovine, varovanja in pa interpretiranja kulturne dediščine. Je prejemnica številnih lokalnih in pa nacionalnih priznanj za muzejske projekte. V njenem središču pa je zlasti raziskovanje prekmurske družbeno-politične in socialne zgodovine s poudarkom na kulturnih in narodnih razmerjih v 19. in 20. stoletju. Spoštovana Metka, izvolite, predajam vam besedo. Torej, lepo pozdravljeni, spoštovani kolegi, zbrani. Moj prispevek je pravzaprav nekakšen splošen pregled dogajanja v Prekmurju. Vse je bilo pravzaprav že napisano in tudi objavljeno, tako da gre za nek tak strnjen pregled pač tega. Začela bom pa, za uvod mi pa nekako dovolite, da pač povem nekaj stavkov o tem, kako se je pravzaprav vse skupaj začelo. Torej, jeseni 1941, ko je bilo na nek način z aretacijami, procesi, usmrtitvami uničeno osvobodilno gibanje v Prekmurju, potem so sledile še nekaj procesov, aretacij in vse se je nekako zaključilo, tako da pravzaprav pred letom 1944 ni bilo več nobenega v bistvu osvobodilnega gibanja v Prekmurju. Prekmurje, za razliko od Štajerske, na primer, je bilo dejansko uradno priključeno k Madžarski decembra 1941 in tudi vsi prebivalci Prekmurja, ki so živeli na območju pred jesenjo, torej 18, ali so bili tam rojeni njihovi starši, na primer, so postali avtomatsko državljani Madžarske, kar je predpostavljalo tudi redne vpoklice v vojsko, torej za normalen naborni sistem. Največ jih je bilo vpoklicanih v formacije za popolnjevanje druge madžarske armade. Druga madžarska armada je bila najbolje opremljena od 3 madžarskih armad. Ta se je pravzaprav potem pripravljala za to, da gre na vzhodno bojišče. In večina te armade je pravzaprav tudi potem po zimi v bitki za Stalingrad v bistvu tudi padla. Tako da so jo potem leta 1944 obnovili ali poskušali nekako dopolniti, sodelovali oktobra 1944 v bitkah za Debrecen in bila potem dejansko uničena. Potem še nekaj bitke za Budimpešto, ampak v glavnem je bilo te armade konec. Zanimivo za Prekmurje je to, koliko jih je bilo takrat vpoklicanih v to armado, to ne vemo točno, ker pravzaprav teh mobilizacij niso bile še raziskane. Je pa bilo za ta pomožna dela in tako dalje so pošiljali tudi ljudi, ki so bili aretirani, torej so bili v madžarskih zaporih leta 1941, 1942 in so bili potem za vojsko, v bistvu so bili na bojišču, veliko jih je potem umrlo v zaporu Rdeče armade, so bili zajeti v zaporu Rdeče armade, Hrenovoje, na primer, ali pa so se celo pridružili Rdeči armadi in kakšnih 30 naj bi jih celo se z to armado potem prišlo tudi nazaj. Torej, vojaške izgube, kapitulacija Italije, potem seveda nemška zasedba Madžarske, ko se je ta želela na nek način zaradi teh velikih izgub vojaških v vojni umakniti iz zavezništva, so potem seveda sprožile nadaljne seveda internacije, prevzem oblasti strani fašistične stranke, povečan teror in tako dalje. Vse to je na nek način nakazovalo, da se bliža konec vojne in
in da se verjetno, da se tudi sreča obrnila na drugo stran. Torej, leta oktobra 1944 sta bila Lendavski in Soboški okraj razglašena za vojno območje. Razglašena je bila tudi splošna mobilizacija. Potem so bile ukinjene vse pristojnosti oziroma avtonomne pravice županij, svobodnih mest in tako dalje. Murski Soboti je začelo delati hitro sodišče, čemur so potem ponovno sledile deportacije še v drugi polovici leta 1944. In pripravljali so se za sprejem madžarskih beguncev iz Podkarpatja, iz Transilvanije, okrog 7500 so jih pričakovali, da naj bi pač prišli. Pripravljali so namestitve, seveda hrano, obleko in tako dalje. Ampak Rdeča armada se je zelo hitro gibala, pravzaprav jih je na koncu bilo manj, ampak kakorkoli tudi takrat pred koncem vojne je dejansko pokrajina bila polna beguncev in pravzaprav polna ljudi, potem pa seveda po balatonski ofenzivi še seveda tudi nemške vojske in tako dalje. Torej, če se vrnem nazaj na leto 1944, vodstvo slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja je zaradi vsega tega dejansko želelo obuditi gibanje tudi nazaj v Prekmurju, zato so pravzaprav že od začetka leta 1944 pošiljali pač ljudi, da naj bi na nek način za Štajerske, da naj bi to nekako obudili. Potem je tudi vodstvo poslalo Daneta Šumenjaka Mirana, to je prejšnji slajd bil, Daneta Šumenjaka Mirana, ki je dejansko bil sodelavec VOS, varnostno-obveščevalne službe, da bi naj šel za nalogo, da gre v Budimpešto, torej zbirati obveščevalne podatke. No in on se potem tudi na nek način, to je pač na fotografiji za svojo skupino, na nek način zadrževal, poskušal organizirati še pač te odbore in na nek način oživiti gibanje tudi v pokrajini. Pošiljajo seveda depeše komunistični partiji in potem je dejansko pa padel v neki prvi taki, pravzaprav prvem oboroženem spopadu v Prekmurju. Tam so pač pol trije padli, to je bilo takrat od 17. oktobra do 20. oktobra. Bil je ranjen in je potem pravzaprav podlegel tem ranam. Potem so pač bile po zimi decembra so prišli novi aktivisti, med njimi Ela Urlik, tudi Ferdo Godina. Naslednji, prosim. Naslednji slajd, prosim. Ferdo Godina. No in ti so potem tudi organizirali odbore Osvobodilne fronte. No in Ferdo Godina je imel s seboj tudi radijsko postajo, s katero je potem poročal o dogajanju v Prekmurju in tudi dobil navodila, naj na nek način organizirajo neko vojaško enoto. In rezultat tega je bila potem januarja ustanovljena Prekmurska četa, ki je pretežno delovala nekako na območju med Filovci, Strehovci, Motvarjevci, največ se je zadrževala v tej logarski lovski koči v Motvarjevcih. Torej, za njenega poveljnika je bil imenovan Filip Korošec, Bor, za njenega komisarja Franček Mirtič, to niso bili s Prekmurja ljudje, to so ti, ki so prišli pač z drugih delov Slovenije. No in ta četa je potem opravila so jo obkolili na tem delu madžarske enote in so se pomikali proti Goričkemu in nekako v marcu in do 20. marca prispeli do Porabja. No in v Porabju je padel Aljoš Krjanec, ampak tudi tam so se potem morali umakniti nazaj na svoje so se morali pred pritiskom Madžarov umikati nazaj na svoje prvotne položaje. Je pa bila zanimiva ta pot do Porabja, kajti četa je na ta način pravzaprav na nek način nakazala, kaj je območje pravzaprav slovenskega interesa
in tudi po vojni so bile potem akcije za priključitev Porabija, torej k Sloveniji, mitingi, celo delegacija Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta je odšla v Porabije 16. maja, 16. aprila. No in v glavnem tako nekako, v glavnem sem nič, mislim, to v bistvu ni imelo potem na koncu rezultata, da bi bilo dejansko Porabje priključeno. Torej sovjetske, naslednjo prosim, torej prve sovjetske enote iz sestava, torej 27. armade so dosegle severne obronke Goričkega, torej Porabje, potem Goričko, nekako konec marca. No in 1. aprila so se srečali z tudi borci te prekmurske čete, nekaj njih, ki so se takrat zadrževali v Hodošu za to rdečo armado in potem tudi jim sledili, nekako šli skupaj do Murske Sobote 3. aprila. Ta del sovjetske vojske potem dosegel tudi Muro. Pozneje so Mursko Soboto pravzaprav nihče ni ravno branil, ta madžarska posadka, ki so bile tam, tudi nemške, so v glavnem pač se umikali, nekaj so se v glavnem umikali, večji boji so bili za Lendavo, ampak tudi to je bilo nekako konec naslednji dan, 4. aprila. In potem so potekali boji še na Kučnici in Gederovci, Cankova, ampak potem po 11. aprilu na nek način ni bilo več pravzaprav nobenih aktivnih madžarskih ali nemških vojakov na območju Prekmurja. Sovjetsko vojsko, to se pravi, ta 27. armada se je potem pomaknila dalje proti severu in nadaljevala svojo desni strani Mure, torej, ki je iz območja Velike Kaniže, torej po tej ofenzivi pri Blatnem jezeru, ki je bila marca nemška zadnja ofenziva, so se potem na nek način zamenjali te enote in dejansko potem poskušali prebiti pravzaprav Muro, ampak jim to ni uspelo in so potem na nek način se držala ta fronta na območju Mure en mesec skoraj. Torej, po to, kar imam na dokumentu, je zanimivo, to so na primer skupina teh sovjetskih vojakov v Sotini, eno je pa ta propustnica iz komande mesta Tišina in ima že pečat, torej štampilko, torej Narodno-osvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije, komanda Prekmurskega vojnega področja. To je 13. april 1945. Oni partizani so se zelo hitro zavedali, da je potrebno, ker se pač pomembno je povedati, kdo vzpostavlja oblasti in kako, zato so zelo hitro si to štempilko uredili in začeli vse propustnice, dokumente in tako dalje, kar so izdajali tudi na nek način uradno izdajati. Ustanovili so komando Prekmurskega vojnega področja, na katere čelu je bil komandir čete, torej Filip Korošec, potem so organizirali okrožje Murska Sobota in pa potem še tudi okrajne odbore Murska Sobota, Lendava, na čelu obeh, seveda prvem je bil vodja prvega je postal Ferdo Godina, pisatelj, drugega pa Ejla Letonja Atena. Torej so to vse nekako vzpostavljali še preden je dejansko prišla v Prekmurje delegacija predsedstva Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. No in to, kar je pa spodaj, vidimo je pa fotografija, ena skica pokopališča v Dokležovju, takšne skice najdemo na dokumentih
sovjetske torej armade, tam tudi so veliko vojakov sovjetskih je padlo, torej ob Muri, ob Kučnici in tam, kjer so jih potem začasno pokopali, so tudi naredili skice, dostikrat poveljniki, da so označili območje, kjer so bili pokopani, da so jih pol naknadno pozneje lahko tudi našli in prekopali, ker so pač načrtovali, da jih bodo prekopali. Naslednje. Torej, kot sem že rekla, vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja je odločilo, da pač, ker so se razmere tako spremenile na Madžarskem in v tem prostoru, da pošlje v Prekmurje delegacijo predsedstva Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Ta je prišla iz območja Beograda preko Madžarske 8. 9. pač aprila. V Prekmurju v njej so bile pomembne osebe slovenskega osvobodilnega gibanja, vodil je Jože Rus, potem Vlado Krivec, Vlado Ambrožič, Franc Svetek, Jože Brilej in vsak je potem z svojimi sodelavci in so potem dejansko prevzemali, vzpostavljali nekako oblast v pokrajini. Je zanimivo, da ti kadri, ki so prišli takrat, pa potem še v mesecu pozneje, da so dejansko prevzeli večino funkcij v pokrajini in so jih potem opravljali še vrsto let, pravzaprav političnih funkcij in drugih, kot da pravzaprav v Prekmurju ni bilo ljudi ali pa tudi niso na nek način zaupali, da bi bili sposobni te funkcije sami opravljati. Bilo je neka taka, rekla, politična nezaupanje v prebivalce zato, ker češ pač niso organizirali takega odporniškega gibanja. Pozneje pa se je to seveda še poglobilo z rezultati volitev, v prvih volitev v ustavodajno skupščino. Torej, bile so proslave, to sta dva, lahko naslednja, dva razglasa, ki sta zanimiva. Prvi je razglas 14. aprila tega mestnega, jaz daleč ne vidim, mestnega odbora Osvobodilne fronte Murska Sobota, ki dejansko regulira odnose z Rdečo armado. Torej, prebivalstvo poskuša obvestiti, kaj so pristojnosti armade, kaj tudi niso in ko pridajo v stik z njo in kakšne so pravzaprav tudi na nek način regulira delovanje v mestu, enih in drugih. Namreč v Murski Soboti je bilo tudi komanda pač te Rdeče armade za najprej Murske Soboti, ki je bila potem pač za celo območje, na katere je bil major Barsukov. To je bilo vzpostavljeno že takrat aprila, no drugo je pa pač ta proglas delegacije te delegacije predsedstva Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta, takrat za Štajersko in Prekmurje, ki so ga izdali 7. maja in pa pač govori na nek način o osvoboditvi in o tem, kaj bodo pač počeli. Naslednji, prosim. Torej, kot je že rekel kolega Hajdinjak, je bila opravljena 14. aprila, so prvo pristopili k mobilizaciji. Velik del tega mobilizirali so okrog 4.000 ljudi za formiranje te prekmurske brigade, ampak velik del tega kadra te brigade pa je dejansko predstavljal en del kozjanskega odreda, ki je prišel v Prekmurje in to je bil tudi dejansko poveljniški kader te brigade. Na koncu je štela do 1800 ljudi, prišla do Maribora, en del je ostal v Mariboru, en del potem v Celje, drugi pa tretji v Dravograd in dejansko so sodelovali pri teh zaključnih operacijah. Torej, formirana je bila 7. maja. Naslednja. Torej, brigada je bila potem tudi razpuščena 29. maja. No, 15. aprila, to je zanimivo, je začel izhajati tudi časopis Novi čas. To je en časopis, ki je izhajal že med vojnama in potem so ga nekako obudili in njegov prvi urednik je bil potem Ferdo Godina, tukaj v karikaturi našega karikaturista Ladislava Kondorja.
Potem pa, kot sem rekla, pač delegacija je veliko stvari počela, ne. Vsak je prevzel neke naloge. Lado Ambrožič te vojaške naloge, Franc Svetek organiziranje sindikatov, pa množične organizacije in tako dalje. Vlado Krivec, vsak je pač imel neke naloge, da so poskušali vzpostaviti pač življenje. Obiskali so tudi Porabje, kot sem že povedala, naslednje prosim, in tudi proslave so bile po tekočem traku, proslava 1. maja, potem je bil miting, ki je bil tudi v Bogojini in naslednje v glavnem ves čas so pač tudi Novi čas ves čas poroča o teh tisočih pač ljudi, ki naj bi bili prisotni na teh mitingih. No in ena od prvih ukrepov, ki jih je uvedla tudi nova pač oblast, je bila ustanovitev vojaškega sodišča za Prekmurje in Štajersko ali pozneje vojaškega sodišča prekmurskega vojnega področja, ki je potem od 6. junija 1945 delovalo kot vojaško sodišče Mariborskega vojnega območja s sedežem v Mariboru, vendar so bile potem razprave tudi za pač te obtožene iz Prekmurja v Murski Soboti. No in prvo obtožnico je to sodišče izreklo, je bila pač zaplemba premoženja, potem izreklo tudi pač smrt s streljanjem dvema 24. aprila 1945. No, torej to se bom vrnila malo še nazaj, ampak zdaj bi pa pač se pač malo na ta diapozitiv usmerila. Torej 16. marca naj bi pač madžarski orožniki ubili župnika iz Velike Polane, Danijela Halasa. No in pač raziskave tega, kdo ga je ubil, če so ga dejansko res Madžari ali pa če ga niso zato, ali so ga pa ubili pravzaprav komunisti, še niso čisto zaključene, kajti domneva, da bi ga lahko tudi komunisti, izhaja iz tega, da ga je njega tudi v tem depeši, ki jo je poslal po komunistični stranki, Dane Šumenjak leta 1944 navaja Danijela Halasa in še nekatere druge kot del teh neke bele garde. Potem pa tudi neke izjave članov pač gibanja, da bi jih bilo potrebno likvidirati, ampak do zdaj pravzaprav še vedno je, da so ga, ker so pa tudi razlogi, zakaj bi ga naj Madžari likvidirali, je pravzaprav še to vedno nekako odprto, kar se vse mene tiče. No, drugo je pač, nazaj prosim, likvidacija Janeza Titana. Janez Titan je bil predvojni komunist, precej zanimiv, tak kontroverzna oseba, zelo javno izstopil iz partije leta 1939. Potem je bil tudi v madžarskem zaporu v čas druge vojne, potem se je ko je Rdeča armada nekako prišla, tudi sam nekako aktiviral, celo bil je imenovan aprila imenovan za komisarja za pač Mursko Soboto. No in potem pa za njim izginila po 14. aprilu, nekako za njim izginila vsa vsled. No, 14. aprila je poskušal, pač tak so pričevanja, poskušali bi naj pač ena skupina v imenu narodnoosvobodilnega gibanja prevzeti oblast in je pač potem bi ga naj tudi likvidirali 17. aprila, torej Ozna. Zdaj, koliko teh vseh likvidacij je povezanih z prisotnostjo tega Bogdana Horvata, Mihe, seveda je težko reči, ampak kar veliko, verjetno, kajti on je bil poslan ze strani Ozne v Prekmurje in vse te neke take izvensodne ali posamične likvidacije povezujejo pravzaprav tudi z njegovo prisotnostjo tam. Prosim? Ja, takoj bom. Torej, jaz bi šla nazaj. Torej, to vojaško sodišče je potem obsodilo še več ljudi, ampak najbolj odmevno tudi izreklo nekaj smrtne kazni, ampak najbolj odmevno je pravzaprav bi bil proces proti industrialcu, politiku Josipu Benku, Jožetu Benku in pa predsedniku banke prekmurske, torej Jožetu Lipiču.
In potem so ga, izrekli so jima pač večletno kazen, torej 12 let in 6 let, je pa to kazen potem Vrhovno sodišče pravzaprav vojaško spremenilo v smrtno kazen in sta bila potem tudi usmrčena oba 12. junija. No, to pa je drugi proces, ki je potekal nekako proti kulakom, ne. Je takrat obsodili več ljudi, torej v Murski Soboti in ta likvidacija potem bila 29. junija. Obsodbe z obešanjem so pač izvajali na dvorišču Soboškega gradu v Murski Soboti, torej obešena so bila Jože Krčmar, Josip Turk, Ladislav Štrokaj. To drugo so pa, te obsodbe za streljanjem pa ob pokopališču v Murski Soboti naslednje. Torej OZNA je potem tudi izvedla več teh aretacij. Aretirani so bili junija pač prekmurski Nemci, torej vsi, ki pač prebivalci teh krajev z nemško večino, Vikšnici, Ocinje, Kramarovci, Redica in odpeljani v Hrastovec, takrat nekako 10. junija tudi preko 500 Madžarov iz območja ob meji. No, ti so bili Madžari, potem v jeseni so se vrnili nazaj, ko je bilo tudi ukinjeno taborišče Hrastovec, pa Nemce so se pa tudi vrnili, koliko se jih je vrnilo, pa so jih potem zopet na nek način izgnali, ker so jim zasedli premoženje pod odloko Avnoj januarja 1946. Naslednji. No, torej, zaključek je nekako tako, že odločitev, poveljni komandir, torej Murske Sobote, sovjetski, je povedal, da so mu 6. maja naročili njegovi nadrejeni, da naj začne gradnjo tega spomenika zmage v Murski Soboti, in gradnjo so dejansko tudi začeli in je potekala celo poletje dalje. In tu naj bi bila grobnica pravzaprav tudi vseh teh sovjetskih vojakov, ki so padli v Prekmurju, ne vemo točno koliko, ampak imen, ki so pa znani, ki so jih prekopali ali pa ne, prekopali so 516 trupel, koliko jih je pa dejansko padlo ali utonilo v morje, pa ne vemo. Glavna otvoritev tega je bila 12. avgusta in zanimivo je to, da je pravzaprav so bile tukaj vse zavezniške zastave, vseh teh zavezniških vojska, ki so dejansko zmagale v tej vojni. Zavezništvo seveda ni dolgo trajalo, zelo hitro se je to obrnilo. Ampak samo dalje. Obnova se je začela v Prekmurju. Prekmurje ni imelo veliko vojne škode, razen ti kraji ob Muri, ki so bili pač izseljeni in kjer pač je potekala fronta, ampak je bila zelo zaostala pokrajina in zato je pravzaprav v Prekmurju obnova pomenila pravzaprav izgradnjo infrastrukture, ne pa obnovo infrastrukture. Ne je obnovili, ampak že aprila 1945 so obnovili proizvodnjo v tovarnah perila v Murski Soboti, pol maja začeli že z pripravami na gradnjo teh mostov preko Mure, ki so bili vsi porušeni. Naslednje. No in za zaključek nekako, pač tako smo živeli nadalje potem uspehe zmage in revolucije. To je kip Štefana Kovača, narodnega heroja, ki ga je nadredil naš seveda znani animator in karikaturist, tudi diplomirani kipar Miki Muster, in so ga postavili med Soboški grad in evangeličansko cerkev leta 1954. Hvala lepa.